Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar. Jure Leben, minister za okolje in prostor, je ponudil odstop. Marjan Šarec, predsednik vlade, pa je njegov odstop sprejel. Zato sva to odločitev sprejela z zelo težkim srcem in seveda sprejela odločitev, da ukolikor organi, ki bodo preiskovali morebitno vpletenost gospoda Lebna v projekt maketa oziroma te težave, ki so zdaj na planem, če te preiskave ne bodo pokazale nič, oziroma da bo Jure Leben, seveda, da se bo pokazalo, da je to, kar ves čas govori, res, potem bom z veseljem z njim sodeloval naprej v katerikoli drugi obliki. Zato to ni zaključek, ampak ohranjava stike naprej. No, tako predsednik vlade Marjan Šarec. To se je zgodilo točno 2 tedna potem, ko so se po hišnih preiskavah kriminalistov na vladni direkciji za ceste v javnosti pojavila elektronska sporočila, ki so Lebna neposredno povezovala z vnaprej dogovorjenim razpisom za sporno maketo drugega tira. In teden dni potem, ko se na Twitterju napovedal Lebnov odhod. Jure Leben je zdaj že tako 3. minister Šarčeve vlade po Marku Bandelliju in Dejanu Prešičku, ki je bil po 6 mesecih dela oziroma vladanja prisiljen odstopiti. Novi minister za okolje in prostor naj bi zdaj postal Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SMC ter nesojeni župan Brežic. Danes pa se bomo v prvem delu oddaje pogovarjali o najnovejši eskalaciji medijskih razkritij o spolnih zlorabah znotraj katoliške cerkve in kako se nanje odziva Vatikan ali pa vrh slovenske rimsko-katoliške cerkve. V drugem delu oddaje pa tudi o tem, kako nas včasih vidijo drugi, tujci, mi pa ob tem protestiramo. Denimo britanski zunanji minister Jeremy Hunt ali ustvarjalci najnovejšega italijanskega celovečernega filma z naslovom Red Land, Rdeča zemlja ali Rosso Istria. Zato sta danes z menoj naša stalna komentatorja Norma Korošec in Božidar Novak. Živijo. Zdaj, Norma in Božo, lepo pozdravljena. Predno pridemo k prvi temi, se pravi eskalaciji spolnih zlorab znotraj katoliške cerkve, predlagam, da si pogledamo en krajši video, ki je bil posnet v času zadnjega obiska papeža Frančiska v Čilu. Chile hay obispos que o deberían estar en la cárcel o por lo menos destituidos de sus cargos. Y el Papa lo sabe, sin embargo no hace nada porque es cobarde. Así que ya estamos las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual de sacerdotes hasta más arriba de la coronilla, de oír palabras vacías. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Zdaj, Norma, Božo, te dni lahko beremo, kaj se dogaja z kardinalom v Avstraliji, ki ga obdolžujejo pač spolnih zlorab v preteklosti, oziroma prikrivanja spolnih zlorab v preteklosti, ampak zdaj me zanima naslednje. Po vajnem mnenju, zakaj vsake toliko časa, pa ravno spet v teh dneh ali v teh tednih, eskalirajo taka medijska razkritja na temo teh spolnih zlorab v katoliški cerkvi? Ali to zaradi tega, ker pač se vsake toliko časa nakopičijo te zlorabe, ali so mogoče zdaj ta hip ali pa te dni ali pa te tedne teže ta dejanja, ali pa je tukaj zadnji, recimo, kakšna, ne vem, politika ali kaj tretjega. No, boš ti začela. Meni se zdi, da je v bistvu protikatoliško, proticerkveno vzdušje v medijih prisotno že odkar pač od začetka, ne vem, 20. stoletja ali pa še prej. In se mi zdi, da so te spolne zlorabe en lep primer, kako se da lepo blatati cerkev in v bistvu prikazovati, da so vsi duhovniki pedofili in da pač je samo v cerkvi problem, kar seveda ni res. Jaz poznam osebno vsaj 15 duhovnikov, ki sem bila z njimi v osebnem stiku tekom mojega odraščanja,
ki so res se predano razdajali za naš dušni blagor in nikoli nobenemu naredili čist nič slabega in ne poznam v bistvu osebno nobenega od kakšnih mojih tesnejših prijateljev, da bi imel kakšno negativno izkušnjo z duhovnikom. No, ampak zdaj, a jaz lahko iz tega tvojega odgovora, zdaj uvodnega recimo, pa tega tvojega razmišljanja sklepam, da ti nekako ne priznavaš, da se te zlorabe dogajajo? Ne, to sigurno ne. To se dogaja in to je kriminal, da se ščiti vse te zlorabe in seveda, kot vemo, riba smrdi pri glavi. In tudi v tej knjigi In the Closet of Vatican avtor, ki je francoski sociolog, pa tudi sam homoseksualec, v bistvu navaja, da je v Vatikanu 80% ljudi, ki so na teh pomembnih položajih homoseksualno usmerjenih. Se pravi, gre za hud lobby. In vemo, da je tudi med storilci spolnih zlorab, med duhovniki v bistvu največji del homoseksualcev, ki v bistvu izvajajo pederastijo nad dečki. In meni se to zdi zavržno dejanje in vem, da noben človek, ki hodi v cerkev, tega ne podpira. Zato se mi zdi butasto, da v bistvu sprašujejo, a ti hodiš v cerkev in zato podpiraš? Ne podpiram, ampak cerkev je vseeno več kot spolna zloraba, ki jo pač zagreši kakšen duhovnik. Vemo, da so v vseh človeških inštitucijah pač črne ovce, ki sploh v cerkvi in pol mediji to še dodatno napihnejo, probajo metati luč na vse ostale, ki so pa v bistvu zelo predani, zelo fajn ljudi. Sem še eno podvprašanje. Tvoja teza je, da so te stvari, pač to, kar se dogaja, da to drži, da se dogaja, ampak da je to medijsko prej napihnjeno. Ne, meni se zdi, da v bistvu se že premalo govori o teh, škofih, ki pridejo do njih informacije in nič ne naredijo. To se mi zdi zavržno dejanje, jaz to obsojam z vsakim atomom svojega telesa in mislim, da verniki pač se itak strinjajo s tem, da je to zavržno dejanje, noben tega ne podpira. Je pa tudi medijsko malo vsem ta spin. Nikoli se ne govori o zdravnikih posiljevalcih, o učiteljih posiljevalcih, o trenerjih posiljevalcih. Ja, kot v neki družbeni skupini, ne? Ja. Vedno so samo duhovniki. Imaš občutek, da za vse spolne zlorabe na svetu so krivi samo duhovniki, pa je to zelo, zelo daleč od resnice, ne? Večino spolnih zlorab se drugače zgodi v družinah. Božidar, kaj pa ti misliš, zakaj vsake toliko časa to tako medijsko izbruhne? Cerkev ima bistveno pomembnejšo vlogo, kot mi danes hočemo videti, ne? Jaz jo percipiram, zaznavam kot obliko pravnega in državnega reda od začetka srednjega veka do danes. In cerkev je v tej fazi od Karla Velikega do danes, 1000 in nekaj let, na začetku najprej poskrbela, da je Evropa začela upoštevati 10 božjih zapovedi. Seveda, potem spomnimo vse, kakšne deviacije je cerkev počela, od inkvizicije do ne vem česa. Ne? In danes, 2019, je čas, da cerkev se ščisti tudi teh oblik deviacij, kot so spolno nasilje nad mladoletnimi. Ne? In jaz mislim, da je to normalen postopek, to se bo rešilo, hvala Bogu, ker veš, prioritete je imela druge, mogoče 30 let nazaj, ko je bil Vojtila papež, so se ukvarjali, kako zrušiti komunizem, ne? A veš, obstajajo zapisi, kako je cerkev skupaj z bržižinskim državnim sekretarjem ameriškim naredila plan, imenovala poljskega papeža, da zruši, preden je prišel Gorbačov, komunizem. To jim je uspelo. Danes so pa prioritete te, da ščistijo cerkev. Verjetno je še kakšna druga anomalija kot ta. Kdo ima te prioritete? Cerkev, vrh cerkve. Glej, to se pravi, zdaj govoriš o Vatikanu, govoriš verjetno o papežu Frančišku, ne? Govorim o Vatikanu in govorim o družbeni sili globalni cerkve. Ker to mora narediti, drugače bo razpadla, a veš, ker to so prej, seveda, a veš, ko imaš ti prioritete pri vodenju politike, če imaš prioritete pri vodenju politike, se pač držiš te prioritete. Če je prioriteta, kako bomo ubili komunizem, se s tem ukvarjaš. Danes je pa prioriteta, kako v spredje postaviti posameznika, katolika, človeka, individualca in vse anomalije na tem področju izničiti. In to se bo rešilo. Jaz mislim, da, a veš, je pa tudi nekaj res, ne? Družbene norme se na področju odnosa spolnega razmerja do mladoletnih spreminjajo. Mi moramo vedeti, da je dr. France Prešern, ki je postavil Slovence na mednarodni jezikovni zemljevid, imel odnos z Ano Jelovšek, ko je imela ta 13 let. Imel 3 otroke kasneje z njo.
Ne? Danes bi bil v zaporu, verjetno 20 let, jaz ne vem, koliko bi dobil. Ne? Ampak on je bil takrat star koliko, med 35 in do 40. Ne? A veš, tako da mi moramo to gledati z neko zgodovinsko dinamiko in danes je leto 2019, leta 2022 ali pa 2029 bomo videli, da je papež en kup teh stvari rešil, tudi ta kardinal, za katerega papež pravi, da je hudičevo delo, da je otrok hudiča, ne? Ker je se spuščal v odnose z takrat mladoletnimi in verjetno bo še kak tak eksces prišel na plano. Ne? Jaz mislim, da ti ekscesi služijo papežu samemu, da naredi red znotraj cerkve, če hoče cerkev normalno funkcionira tako, kot je zadnjih 2000 let, še naslednjih 2000 let. A se Norma tudi zdi, da je zdaj opredelitev taka, kot je, pa da je rdeča nit, zdaj vodstva katoliške cerkve oziroma papeža takšna, kot jo je zdaj povedal Božo, skratka, narediti konec zlorabam, dosti je pometena pod preprogo. Ja, super bi bilo, če bi bilo to res. Jaz imam občutek, tudi jaz sem tukaj malo skeptičen. Ja, jaz imam občutek, da tle v bistvu tudi recimo prek te knjige, ko sem prej omenila avtorja Friderika Martela, v bistvu on, pač to je oni so, pač ta skupina okrog papeža Frančiška podpira tega avtorja in on je napisal noter, da je 80% ljudi v Vatikanu homoseksualno usmerjenih. Jaz vidim tle tudi en primer normalizacije homoseksualnosti med duhovniki in to se mi zdi skrajno sporno. Ker, Kaj, ti hočeš reči, da jih ni toliko, ali kako? Ja, jaz ne vem, koliko jih je, ampak sigurno pač to ni stvar, ki bi nam mogla biti okej. Ker vemo, recimo tudi, ne vem, glede posvojitev, Rusija je prepovedala posvojitve v države, kjer je omogočena homoseksualna posvojitev, zaradi tega, ker je tam nenormalno veliko zlorab. Nenormalno in so rekli, pač ne gremo se več tega, če imajo države to uzakonjeno, ne bomo tja več posvajali. In želela bi si, da bi bilo vse tako lepo, da bi si res želela, ampak se mi zdi, da se znotraj tega tudi kar se tiče obravnavanja homoseksualnosti, pederastije, pedofilije in spolnih zlorab, pač vseh skupaj, vidim en boj med strujami v Vatikanu, med recimo bolj konzervativno strujo, ki je pripadal tudi prejšnji papež Benedikt XVI, pa med to zdaj bolj liberalno pod papežem Frančiškom. In ker recimo čisto glede homoseksualne usmerjenosti, Zdaj to ne moramo enačiti. Ja, kako? To je neločljivo povezano. Večino spolnih zlorab naredijo homoseksualno usmerjeni duhovniki. To nista dve različni stvari, to sta skoraj dve plati istega kovanca. Ja, teh podatkov jaz sicer nimam, mogoče jih imaš ti, ne? Ja. Ja, jaz tega ne poznam, ampak še enkrat podarjam. Mislim, da je to leto 2019 je zrelo obdobje, da bo papež, ki je aktualen papež, zadev te anomalije razčistil. In mislim, da bo tega bistveno manj čez generacijo. No? Veš, kaj bo drug problem? Drug problem, ki se meni zdi, je pomanjkanje duhovnikov, veš? Posebej v zahodnoevropskem katoliškem svetu. Jaz mislim, to se mi zdi večji problem. Ne? To bo naslednji korak, kako bo to cerkev reševala. Kje je pa tukaj vrh Slovenske rimsko-katoliške cerkve? Sledi tej liberalni struji, o kateri se zdaj vidva govorila, ali ne? Ja, vrh Slovenske katoliške cerkve ne bo nič na svojo roko naredil. Ne? Veš, mi smo točno na prepihu med germanskim in tem latinskim. Ne? In ti seveda, tako kot slovenska politika, tudi vrh katoliške slovenske cerkve čaka, kaj bodo veliki naredili in potem se temu kloni. Kako pa je tukaj pri nas s strujami, Norma? Jaz toliko podrobno drugače ne vem, ampak vem, da so eni zelo... Toliko podrobno ne veš ali ne želiš zdaj povedati? Ne vem niti toliko podrobno, no. Vem za kakšne, ampak ne vem, da bi zdaj povedala, ne vem, razmerja ali pa kaj. Ampak pač vem, da so eni navdušeni zagovorniki papeža Frančiška, ne. On pa tudi ščiti nekatere... Ampak tudi v medijih ima podporo, ne? Pri nas, ne? Ja, Maja. Kar je v bistvu zelo nenavadno, če pomisliš, da v bistvu da je Jezus rekel, ne, svet vas bo zavrgel zaradi mojega nauka, ne boste oboževani, ampak boste izločeni, preganjeni po sodiščih, lažnivo, krivo vas bojo obsojali. Pač s tem papežem se pa to ne dogaja, ne? Pa si vprašaš, kaj pa, mogoče pa tle kaj na stvari. Mogoče pa ni vse to tako lepo, kot mora biti, da ga mediji tako hvalijo. Ker papeža Benedikta XVI. Recimo niso, ko je bil papež. Tudi Janeza Pavla II. Sicer kukar v kakšni zadevi, no, ampak ni bilo nikoli toliko
ni imel toliko lajkov na Facebooku pa na Twitterju, kot jih ima Približno danes. minuto imamo še do konca te teme, eno vprašanje imam še za oba dva. Pri nas je se ustanovilo civilno gibanje z naslovom Dostje, ne, ki napoveduje konec pač boj proti tem spolnim zlorabam v katoliški cerkvi. Zdaj, kaj menite pa o tem gibanju? No? Meni se zdi to odlična stvar. Jaz podpiram, da pridejo Pa se vse boš stvari na pridružila, dan. kako? Ne vem, če lahko tako sodeluješ, sem pa jih že javno podprla na svojem Facebook profilu. Božo, kaj pa ti še par sekund imamo? Ne poznam, samo to bi rekel, kaj si prej vprašal. Ne? Ampak V zelo na literarnih hitro, krogih ja. za šankom v Pen klubu se ve, da so v mariborski nadškofiji duhovniki tisti, ki imajo radi ženske, v ljubljanski pa tisti, ki imajo radi moške. Aha. Zdaj govorim literarno, ne me vzeti, da je to res, jaz ne vem, če je to res. Ne? Ampak to je percepcija neka, ki je dosti običajna. No? No, zanimiva tema, bomo iti k glasom. Mogoče bomo še na to temo kdaj tudi kaj rekli. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Z menoj sta naša stalna komentatorja Norma Karošec in pa Božidar Novak. Zdaj smo se pogovarjali o spolnih zlorabah znotraj katoliške cerkve in zaključili smo z mislijo, ki jo je Božidar prenesel iz ljubljanske restauracije Pen, da so mariborski duhovniki, da imajo raje ženske, ljubljanski duhovniki pa imajo raje moške. Zdaj, v tem bomo mogoče še kdaj drugič malo predebatirali, ker Norma še ni utegnila dati na to repliko. Imaš mogoče kakšno repliko na to, predno pa idemo k drugi temi, Norma? Ne, ampak bi pa rekla samo to, da je papež Frančišek v bistvu zaščitil kardinale v Osačil pa v Čilu, ki so v bistvu bili javno znani, da so v bistvu spolno zlorabljala. Dobro, ok, to je tema še. Ja. O teh njegovih iskrenih namenih sem zelo skeptična. No. Dobro, no vse to bomo še verjetno parkrat tudi imeli še na dnevnem redu oddaje. Zdaj predlagam pa, da gremo k drugi temi, o tem, kako nas včasih vidijo tujci, Slovence, pa nam to ni posebej všeč. Tako da najprej predlagam, da si pogledamo en odlomek iz novejšega italijanskega filma z naslovom Rdeča zemlja, Red Land oziroma Rosso Istria. Presentarsi al loro comando. Invece quel che ho visto da bambino è cresciuto con me. Cati! Conosci Carlo Visentrini? Sì. Informazioni. No, sono solo delle povere vittime, carne da macello, sottomessa al volere tutti noi. Zdaj ne vem, koliko gledalci poznajo ta film, ne vem, koliko poznata vidva, ne, nastal je lansko leto, govori pa o letu 1943, se pravi med drugo svetovno vojno, skozi oči pač Italijanov. In gre pa, zdaj začetek predvajanja tega filma gre pa v kontekst teh najnovejših dogodkov oziroma pač nekih sporov med Slovenijo in Italijo zaradi nastopa predsednika Evropskega parlamenta Tajanija in pa italijanskega notranjega ministra Salvinija pred nekaj dnevi v Bazovici. Pa me zdaj zanima, ali mi s tem filmom dobivamo nazaj neke vrste partizanske filme, ampak za druge strani, kot jih nismo navajeni, in ali se recimo strinjata z tezo, recimo nekaterih političnih strank, videl sem, da je SMC nekaj podobnega publicirala, da taki filmi netijo sovraštvo med obema narodoma in da bi jih pravzaprav pri nas ne bi smeli predvajati. Kako gledate na to? Danes je svoboda govora, lahko vsak predvaja, kaj hoče. Ja, vem, ampak nisem pa čisto siguren, zdaj mogoče govorim na pamet, ampak nisem čisto siguren, da bodo slovenski distributerji ta film odkupili, čeprav je bil predvajan na Beneškem festivalu. To je zelo možno. Glej, jaz ne vem, jaz sem videl samo izseke filma, pogledal sem ga na IMDb, koliko je pač bilo možno. Po mojem gre za političen zmazek, ampak to ni razlog, da bi ga prepovedali. A veš, mi smo vrteli, v zadnjih, ne vem, desetletjih smo vrteli bitke na Neretvah, Sutjeskah, ne vem kakih vseh, ne, in to je isti film, samo na drugem polu. Zdaj, glej, zakaj gre, ne, kako nas vidijo drugi. Hunt je dal izjavo. No, pa do Hunta bomo še prišli, bomo potem pogledali izjavo. Ampak vse v tem kontekstu, ne, Bojan.
kako nas vidita dve veliki civilizaciji, dve svetovni velesili. No, potem pa predlagam, Božo, da pa zdaj damo gor še, pogledamo še to izjavo od Hunta in potem gremo v debato o obeh stvareh. Evo, Jeremy Hunt, zunanji minister Velike Britanije v Sloveniji, to izjavo je dal skupaj z Mirom Cerarjem, resnično presenetljivo preoblikovanje iz sovjetske vazalne države v moderno evropsko demokracijo, članico Evropske unije, članico NATO, v državo s cvetočim gospodarstvom, ki vsako leto beleži višji turistični obisk. Ampak nekatere naše politike, pa del medijev je zmotila tudi to, da je pač Hunt Slovenijo opredelil kot nekdanjo vazalno sovjetsko državo. No, tukaj pa zato smo. Zdaj pa pazi, kaj sem jaz v svoji karieri uspel ugotoviti, kako nas vidijo Američani, kako nas vidijo Kitajci. Ko bomo to slišali, pa mi povejte odkrito, če je kdo že to slišal. Kitajci, ščerka je bila v Šanghaju, pa je privlekla neke Kitajce, v šoli jih učijo o Slovencih. Kaj jih učijo? Slovenci smo 1000 let živeli pod Nemci, zadnjih nekaj desetletij pa smo na svojem. Prej smo bili malo kar tak. Kako nas pa vidijo Američani? Vir nekdo iz diplomacije State Departmenta. Nisem mogel verjeti. Kako so Slovenci nastali po ameriško? Tako, da jih je Napoleon postavil na ilirske province, postavil na zemljevid, kot klin med Italijo in Nemčijo, in tako so nastali Slovenci. Zato imamo že mi vedno Napoleonov spomenik sredi Ljubljane, čeprav je bil verjetno isti diktator kot Hitler. Seveda, kako nas pa vidijo ti Britanci? Saj pa mi smo imeli socialistično republiko Slovenijo. Ja, kaj pa je to drugega kot vazalna sovjetska država? Vi moramo vedeti, da je v prvi svetovni vojni so Sovjeti pobili bratrance in sestrične od kralja in kraljice britanske. Cel dvor v Moskvi je bil v sorodu z dvorom v Londonu. In kaj je tu nenavadnega, da nas vidijo kot vazalno državo? To, da smo se skregali v 48. leta za 3 tedne Stalin pa Tito, to mislim. A veš, mi smo imeli, zdaj pa še nekaj, tezo, ki jo bom pa zdaj potegnil. Zakaj smo mi bili vazalna država? Vasiljonovič Stalin je leta 1912 napisal edino znanstveno delo. Narodno vprašanje in komunizem. Napisal ga je na Dunaju, sočasno, ko je tam živel Adolf Hitler. Eni pravijo, da so se celo srečevala. In potem on je napisal v tem temeljnem znanstvenem delu, da najprej narod mora biti, potem mora biti komunistična partija tega naroda in še na to združiti vse te narode v veliko družino komunistično na svetu. On je bil, moramo vedeti, prvi sekretar za nacije v Velikem Sovjetu leta 18 Stalin. Prvo je bil on minister za narodnosti. Potem je stari Gustinčič prevedel to delo in je začel pisati slovensko nacionalno vprašanje. Speranc Kardel je pa to dokončal in je napisal slovensko nacionalno vprašanje. In zaradi tega imamo mi Čebine in slovensko komunistično partijo leta 1936, ki je naredila slovensko državo. In to je bila sovjetska država, fertik. Božo, zakaj pa ti meniš, da so na to najbolj jezno reagirali tisti politiki v Sloveniji, pa tisti mediji, ki so na levici? Ne vem, zakaj bi odreagiral. Veš, mogoče je to gledalo, če ti postavi nekdo gledalo, da se ne učiš, da si ne umivaš zob in da si ne vem, ne toširaš, ker pač smrdiš, zdaj boš pa jezen na njega. A veš, tak nas pač vidijo. Britanci imajo vso suvereno pravico, da nas tako vidijo. In jaz mislim, veš, jaz imam tudi osebno izkušnjo. To se pravi načeloma, če jaz razumem, ti italijanski film vidiš kot neko, kako bi rekel, nisem zdaj čisto točen. Ne, kot propagando desničarjev. In ta italijanski film vidim pač kot film, ki poskuša z neke italijanske desničarske strani prikazati dogodke v Trstu leta 1945. Ampak seveda nimajo veze z realnostjo. Mi imamo skupno komisijo. To, kar je pa rekel britanski zunanji minister Hunt, pa se ti zdi nekako logično in normalno, če sem te prav razumel. To je dejstvo. To je dejstvo. Mi smo imeli socialistično republiko Slovenijo. Se pa nazivo bilo. Ustavo smo imeli socialistično republike Slovenije. To je bilo prepisano iz Sovjeta nekega. Se pa Moldovija in ostali socialistične republike so imeli iste ustave. No, ma kako pa ti gledaš? Zdaj to neka revizija zgodovine, ki nas dohiteva, ali v principu zdaj vidimo pač nas v ogledalu tako, kot prav Božo prej, no? Ja, jaz mislim, da levica pri nas nori zaradi tega, ker oni so v bistvu od teh izmov sposobni obsoditi samo fašizem pa nacizem, komunizma kot tazga pa ne. Zakaj jih je potem zbodlo to, da je britanski zunanji minister rekel, da smo bili pač sovjetska vazalna država? Saj to bi lahko potem ponosni, recimo po tej logiki.
Ne vem, ja, pol sta se Tito pa Stalin nekaj skregala, pa niso bile stvari pol toliko več lepe, pa nismo bili več ponosni, da smo bili pač sodelovali z njimi, ampak v bistvu, ne vem, Ivan Maček Matija, Edvard Kardel, to so vsi diplomanti Akademije Đurđinskega, oni so se tam naučili vseh tehnik, so jih pol pobijali. Pač te tehnike so se naučili v Sovjetski zvezi in so to vse prenesli k nam, zato se mi zdi čist na mestu, da pač povemo, da smo bili v bistvu res sovjetski vazali. Ne? In tudi, tebe ta izjava ni presenetila, ne? Ne. Pa se očitno tudi ni presenetila Mira Cerarja, ker nič ni na to reagiral na tiskovni konferenci. Ja. Šele kasneje, ko so pač mediji začeli o tem poročati, pa je rekel, da bo Hanta podučil, kako je bilo v resnici pri nas. Ne? Ampak zakaj pa menite, da nič ni rekel na tiskovni konferenci? Ja, po mojem, da na koncu mu ni vseeno, kakšne odnose bomo zdaj peljali, pač kar se tiče zunanje politike. Ne? Čisto tako, mogoče strateško, no upam, mislim si. Ja. Kaj ni upal, kako ni hotel, ne, ja. Ampak, kaj pa ti meni, bi bilo treba takšen film, recimo kot je ta italijanski, zdaj videli smo ta odlomek oziroma napovednik, ga prepovedati pri nas oziroma ga ne predvajati? Ne, jaz mislim, da bi mogla biti svoboda govora in da ne pač ljudje gledajo. Mislim, da se bo itak potem izoblikovalo eno mnenje, je to verodostojno ali ni, kaj je z narobe ali ni. Prepovedovati stvari pač so pa v bistvu zametki cenzure in vemo, kam to vodi. Pa misliš, da bo, recimo, če film pride v slovenske kinematografije, da bo gledan? Ja, verjetno bodo naredili strašno antipropagando, ne, da ga noben ne bo šel gledati, ker bo to... To običajno ravno nasprotno se doseže, ne? To je pa tudi res, ampak recimo pri Thompsonu so pač prepovedali koncerta, ne, ga nisi mogel gledati, pač tudi če so imeli 3-krat vse karte razprodane, ne. Mi smo imeli en podoben film pred leti, Piran Pirano, od... Ja, pa Piran Pirano se normalno vrtel v kinematografiji. Glej, gre za nekaj, ne, na ta film je treba odgovoriti še z enim drugim filmom, ne. Jaz sem dosti študiral s Ferjem Lajnškom, smo napisala sinopsis za film o Trstu leta 1945, pred 2 letoma, pol nismo našla financera in smo ga zaključili, ampak dala smo ga predali, ampak ugotovila smo, da so imeli novozelandski Maori temeljno vlogo pri osvobajanju Trsta. Ja, bataljon je bil tam, Churchill ga je poslal, ne? 49. maorski bataljon je, in potem so na prošnjo, ker niso razumeli klan med Italijani, Slovenci, fašisti, komunisti, so napisali plošnjo svojemu štabu, pazi, prej so se borili z orožjem, z hladnim orožjem na Kreti proti Nemcem in so bili pravo bojevniki Maori, ne? Da jih razbremenijo in jih premestijo, ker niso razumeli tega v bistvu nasprotovanja v mestu. Ne? Tak odgovor na tak film mora biti en drug film, no? Ki bi ga moral po mojem narediti nek producent novozelandski, a veš. In s Ferjem Lajnškom, velikim slovenskim pisateljem, smo to pobudo dala pred leti. Slejko prej se bo nekdo našel, ki bo ta film postal. Preko te oddaje daje zdaj ponudbo filmskemu skladu slovenskemu, ne? Da vam financira ta film. Delamo še kaj drugega v življenju kot to, ne? In sinopsis je narejen, s Ferjem smo naredila izhodišča, bila smo nekaj sestankov celo v Trstu. Pazi, največji nasprotnik, ko smo prišli s Ferjem z idejo, kako bomo to naredila, so bili Slovenci v Trstu. In Ferij, potem ko je Prekmurci ugotovil, je rekel, bože, pa to moramo narediti, zaradi tega, ker Slovenci v Trstu nimajo neke refleksije, oni pač so še vedno v letu 45. Mi moramo, jaz je rekel, jaz iz Prekmurja moram to delati v Maorih, to me zanima. Ne? Zdaj Pahor, no, ki je zdaj čisto slučajno pač v tem času, ko se to pogovarjamo na uradnem obisku v Londonu, pač predlaga, da bi imeli v osnovnih šolah ob meji, ne, med Italijo, v Italiji in v Sloveniji tematsko enak pouk o zgodovini. Se ideja v principu ni slaba, ne? Ne, vrhunska. Tak je treba. Veš, to je tudi ideja, ne? Seveda, ne? Zgodovinska dejstva je treba prikazovati, veš, na eni in na drugi strani. Jaz sem nehote, ko sem to študiral pred časom, veš, zdaj sam to bi še vprašal, da ne bomo zašli s časom. Norma, tudi tvoje mnenje bi rad slišal v tej zvezi. Zdaj, ta film je bil posnet lani, ne? Letos smo imeli pač to, kar se je zgodilo v Bazovici z predsednikom Evropskega parlamenta Tajanijem in pa italijanskim notranjim ministrom Salvinijem. Zdaj me samo zanima, ali menite, da je to nek enoten kontekst, da gre to za neko organizirano italijansko politiko v zadnjem času? Film nastopi v Bazovici, vidimo, producent tega filma je italijanska državna televizija RAI, ali je to mogoče, ne vem, časovno naključje, pa verjetno ni, ne?
Ja, jaz si tega točno ne bi znala odgovoriti, sem pa prepričana, da v bistvu odmev, ki ga ima to v slovenski sceni, je v bistvu tako eno tako zelo tipično metanje peska v oči, kakor dajmo se ukvarjati Italijani, dajmo se ukvarjati s Tajanjem, Salvinijem, z vsemi ostalimi in pa da noben ne rešuje naših problemov. Meni se zdi pač to po vsej tej zadevi še najbolj sporno. Prav pride, kako praviš. Ja, pač da se ni treba ukvarjati z, ne vem, slabo zastavljenim proračunom ali pa drugimi problemi. Zdaj so se povišale cene vrtcev, domov za starostnike, take stvari. Ampak mi se zgražamo nad groznimi Italijani, koliko so grozni, ampak v resnici pa tudi naši, mislim, se je bila en tak, se mi zdi zelo slaven posnetek je bil, kaj je ta naš evropski poslanec Weigl v bistvu obsodil fašizem, nacizem, pa ga pa nekdo vprašal, ja, kaj pa komunizem, pa je bil kar tako neki, kaj pa ja, sej, pa ni. Mislim, kakor da naša levica v bistvu ne sme kritizirati komunizma, ne smemo javno, ker tudi ni bilo še javno obsodbe, recimo, da bi, ne vem, rekli, da bi pač te naši politiki z levice obsodili javno, komunizem je slab, vse, kar so naredili, mislim, pomori, vse te stvari so slabe. Pač ne, to se kar nekaj prikriva, zagovarja, v resnici je pa gre za zelo podobne stvari, fašizem, komunizem, nacizem, sam da pri nas ima komunizem neko protekcijo hudo, ne. Zdaj, Božo je prej govoril o tem filmu, ki ga načrtujeta, ne, z Ferjem Lanškom. Ja. Pa govori se tudi o filmu, ki ne bi ga posneli, verjetno bi ga financirala država, o Dražgošah. A mislite, da bo prišlo do tega filma? Ne, čakaj, ti boš vedeti, da film o Dražgošah so že delali. Ja, so že delali, razumem, ja. Kak je bil on bankir, ko je bil poslanec v Beogradu pol? Je bil stečajnik tega filma, ne? Tam je prav, nekdo mi je nekoč pravil, kak je bil stečajnik tega, ne? Da so zagonili toliko denarja in to veliki, zdaj so že vsi pokojni, veliki slovenski igralci, ne? Ker so napili seveda viski in cigare in vse to. Seveda, ne, zdaj, glej, jaz ne vem, če bi mi bili bogata država, bi že posneli vse te filme, ne, o Dražgošah, pa o osamosvojitveni vojni leta 91 bi že bili 3 filmi posneti. Zdaj se govori tudi, da bi naj posneli film o neki bitki, zdaj se ne morem točno spomniti lokacije oziroma imene te bitke, ki je pravzaprav sploh ni bilo, ne, oziroma dobene zgodovinar je ne omenja. Ne, bitka na Menini. No, ja, tako, ja. Ne, ni bilo. To je bil preboj, ne, a veš, to je v bistvu na preboj, jaz sem to študiral, ne. Pa ne vem, je to drži to? Držijo, zadeve zelo držijo. Slovenski partizani, ne, kakorkoli so bili Ne vem, če govorijo o istem dogodku, ki ne bi bil tema filma, to mislim. Ja, seveda. Aha. Preboj na Menini planini, to je tam planina od Trojan do, kaj vem, do Gornjega gradu, ne, grada. Ja. Zdaj bom pa počasi smo prišli do konca, zdaj smo se malo zapletli s tem filmom, ampak prišli smo do konca, debata je zanimiva, če bomo šli snemati kakšen film, se bomo o tem verjetno še pogovarjali. Gremo na oglase. Bi bila igrala, ne? Bojan, jaz zdaj lahko moram zlorabiti, ne? A veš, da ti je uspelo 3 ministre zamenjati, ne? Pri koncu smo, ja. Vem živo, vem, da mi tega ne bi upal povedati. Gremo na oglasni blok, po koncu oglasnega bloka pa bo ta moja gosta povedala vsak še svojo zaključno misel. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Norma in Božidar, vajna zaključna misel bi prosil sam kratek odgovor na vprašanje, ali nas tujci, ko nam nastavljajo ogledalo, vidijo pošteno, takšne, kot dejansko smo mi? Norma? Jaz bi rekla, da če vidimo, da vsi okrog nas mislimo, da smo mi ena velika rdeča luknja, da bi se mogoče mogli premoči toliko samokritičnosti, da bi ugotovili, a to res smo. Božo? Kdo? Tisti, ki so zelo oddaljeni, nas vidijo prav. Američani imajo distanco, Britanci, Rusi, Kitajci, sosedje pa nas ne vidijo objektivno, ker imamo preveč zgodovinskih dejstev z njimi. Vojne smo imeli vsakih par let. Dobro, Norma, Božo, najlepša hvala, da ste bila današnja gosta. Debata je bila zelo zanimiva in to je bil današnji 251. lebno cerkveni in britansko-italijanski Faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v istem času, ko bo sta z menoj Igor Lukšič in Bernard Brščič. Govorili pa bomo o prihajajočih evropskih volitvah in o vladi Marjana Šarca po odhodu ministra Jureta Lebna. In seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.